V slovenskih gozdovih je danes veliko lesne mase in ta lesna masa je najprej izziv za delo v gozdovih, da to očistimo, da nam to ne propade. Tu moramo poskrbeti tudi za lastnike, ki so starejši, ki so manj aktivni lastniki, da najdemo model, mogoče tudi z usposabljanjem z javnimi deli v tem delu. Drug del pa se nanaša na rabo tega lesa. Tu je zdaj priložnost za Ministrstvo za kmetijstvo, da resnično vzpostavi centre za lesno maso, lesne centre, kjer imamo na eni strani tako predelavo tega lesa, na drugi strani pa tudi velika priložnost v energetski izrabi. Sedaj imamo ogromno tega lesa, ki je namenjen lahko zgolj za energetsko rabo, in ob dobrem sodelovanju občin in pa vseh teh struktur sem trdno prepričan, da smo v stanju vzpostaviti na tem področju nekje med 4 in 5 tisoč delovnih mest. Drugo, kar je pa tudi nujno potrebno, je pa to, da Ministrstvo za kmetijstvo in minister končno zagotovita sredstva, da bodo gozdarji šli na teren, da ne bodo v pisarnih, kot imajo sedaj problem. In če bodo vse strokovne službe, lokalni nivo, ministrstvo in pa tudi občine stopile skupaj, sam vidim v tem zelo veliko priložnost. Kako dejali ste, da se vzpostavijo razni centri in to, kako konkretno, na kakšen način imate vi že predstavo, ste vi že razdelali celotno zgodbo povezano s tem žledolomom? Eno leto sem bil minister, pristojen tudi za gozdarstvo, in v tem letu smo vzpostavili ne samo pogoje, tudi izpeljali razpis, in tako sta danes že tako na Bohinjskem, v Savinjski dolini, kako tudi v Šentrupertu na Dolenjskem, prva dva projekta, ki bosta prišla od besed k dejanjem. Tam so tudi znani nosilci, te smo povezali skupaj in tu bodo se naredili ta dva centra, ki se bosta zdaj samo ukvarjala od začetka do konca, se pravi od najkvalitetnejših delov pa vse do lesne biomase v energetskem pomenu. Na Šentrupertu je zadeva še dodatno dodelana, da se ta lesna masa pokuri tudi v zaporih na Dobu. To je praktičen primer, kjer se bo od do sedaj 750 tisoč litrov kurilnega olja na leto prešlo na lesno biomaso. In to pomeni toliko manj uvoza v državo, toliko delovnih mest, v ozadju pa še en projekt in izkoriščam to priložnost in dam tudi poziv ministru, da najde razpis, kjer bi se zgradilo tudi 4 do 5 hektarov rastlinjakov, steklenjakov, v katerem bi se proizvajala zelenjava tako kjer bi bili lahko zaposleni ljudje iz tistega okolja, kakor delno tudi prosti oddelki zaporov. Poznam nosilce, projekt je na mizi, čakamo samo še dobro voljo države. Kar se tega lesa tiče, to je tudi dolgoročen projekt, to ni kratkoročen projekt, da se zdaj ta posledice žledoloma počistil. Na kakšen način pa potem na dolgi rok gledano lahko uporabljamo les oziroma te kapacitete, ki bi se potencialno lahko uredile za omilitev teh posledic zadnje ujme? V slovenskih gozdovih zraste na leto 7 milijonov kubičnih metrov lesa, toliko je lahko tudi v naslednjih letih posek, danes ga imamo nekje okoli 4 milijone kubičnih metrov. Na tleh pa po prvih ocenah leži danes več kot 4 milijone kubičnih metrov lesa, ki ga je treba zelo na hitro pospraviti. Gre za prvič akcijsko odstranitev tega lesa iz gozda, da nam ne propade in da se nam ne razvijajo škodljivci v gozdu. In tu je zagotovo, kot sem že dejal, za 4 milijone kubičnih metrov je približno 6 do 8 tisoč delovnih mest. Od tu naprej pa je lahko vsako leto ta številka od 4 do 5 tisoč delovnih mest, če se osredotočimo zgolj na spravilo lesa, na predelavo tudi korilnic in pa pripravo lesnih sekancev. Na področju lesno-predelovalne industrije, kjer je pa ključno polje izrabe lesnih izdelkov, pa vemo, da nam je v zadnjih letih propadlo med 20 in 30 tisoč delovnih mest. In to je tista rešitev in moramo biti zelo praktični in tudi v tem primeru imamo možnost, da ta razvoj tudi usmerimo. Ste že, omenili vaše ideje gospodu Židanu? Da, v tem tednu sem govoril z njim in mu na nek način tudi ga spodbudil k temu, da
da se teh idej poprime, da jih spravi v življenje. Sam pa, kot sem že delal, sem tudi že organiziral klub županov Slovenske ljudske stranke in imamo tudi že pogovore, kako bomo s tistimi, ki se že danes profesionalno s tem ukvarjajo v slovenskem prostoru, se povezali in tudi praktične modele na terenu realizirali. Vekolikor ne bo odreagirala država, bodo zagotovo slovenski župani in pri tem bodo samo aktivno sodelovali. Najlepša hvala. Prosim.